Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v naši drugi oddaji v novi sezoni. Začenja se hokejska sezona. Celjani so že odigrali prvo tekmo državnega prvenstva, jutri bodo začeli s tekmovanjem v Alpski ligi. V rubriki V središču se nam bosta pridružila trener celjskega kluba Gal Koren in predsednik Vid Valenčak. V osrednjem delu nocojšnjega druženja tudi pogovor z novim direktorjem rokometašev Gorenja, Romanom Pungartnikom. Ostanite v naši družbi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v uvodnem krogu Lige prvakov za 2 zadetka izgubili na gostovanju pri danskem Gudmeju. Že predtem so odprli tudi domače državno prvenstvo. V derbiju prvega kola so v Zlatorogu s 25-29 klonili proti Trimu iz Trebnjega. Rokometaši Trima so že v prvem polčasu v Zlatorogu prišli do občutne prednosti, ki so jo uspešno zadržali tudi v nadaljevanju. Celjani so sicer v drugem delu imeli priložnost, da pridejo na 2 zadetka zaostanka, a so nato Trebanjci spet povišali razliko in se na koncu ustavili pri 4 golih prednosti. Ko sem isto ekipi rekel, v tem trenutku nismo enostavno pripravljeni za ta nivo, ko nas čaka, za tiste derbije na samem začetku. Ekipa je čist nova, čist mlada je in tistih 10 minut v prvem polčasu enostavno tu smo izgubili celo tekmo. Zelo težko se je vrnuti nazaj, veliko zgrešenih tistih zicerov, 11-12 čistih zicerov zgrešeni, pa oni so toliko mladi, da se zelo težko vračajo nazaj. Nič, prva tekma je izgubljena, veliko tekmi je pred nami, pripravljamo se za vsako naslednjo tekmo, vsi hočejo vzeti skalp Celju, čakajo nas še močnejše tekme kot je danes, ampak nič nam drugo ne preostane, treniramo, pripravljamo se in ta mlada ekipa mora nabirati neke dodatne izkušnje, ko nam bojo pomagale v nadaljevanju prvenstva. Težka tekma za nas, nimam kaj, težko je povem pametnega, res vse, kar smo se zmenili v garderobi, nam ni šlo po načrtih. V prvem polčasu smo bili zelo medli v obrambi, premalo agresivni, v napadu smo zgrešili preveč zicerov. Drugi polčas smo se sicer probali dvignati, ampak premalo. Nič na nas je, da stopimo skupaj, da že v naslednji tekmi probamo popraviti stvari, ki smo jih danes delali narobe. In nič, z dvignjeno glavo moramo iti naprej. Definitivno nismo bili na nivoju, niti v obrambi, niti v napadu. Mislim, da imamo še kar veliko stvari za popraviti in pa seveda moramo rasti iz tekme v tekmo. Spet ena partija, kjer, bom tako rekel, smo se držali dogovora, imeli smo par, mogoče malo manj, oziroma veliko manj teh, kaj spravim, črnih minut, kot smo imeli na prejšnjih tekmah in to se danes uprestali. Tako da, kaj ne rečem, vsa čestitke fantom, zaslužili so si te 2 pike in bom rekel, spet z nekim zaletom štartali v novo sezono. Slovenski selektor na klopi Trima, Uroš Zorman, je kot ključen razlog zmage njegovega moštva izpostavil visoko raven koncentracije njegovih varovancev. Koncentracija, bom rekel koncentracija in dogovor. Tisto, kar smo se zmenili, to smo naredili, odigrali in to je to. Se pravi, pa ne se zmer, ko padamo tiste neke črne minute, kjer vsak neki svoj rokomet igra in iz tam se ne znamo izvleči. In mi samo kot kolektiv lahko to izvlečemo in danes je bil, bom rekel, kolektiv na prvem mestu in zmagala je ekipa. V Celju so pred letošnjo sezono povsem prenovili in občutno pomladili moštvo, ki za tako zahtevne obračune očitno še ni pripravljeno. Vse so to mladi, noben jim ne more zameriti, enostavno edino tisti zicerji, ko smo zgrešili veliko teh zicerov, ampak noben ni hotel zgrešiti, vse so oni dali vse od sebe, ampak enostavno pride tak dan, da enostavno ne gre. Trebnje je bil zelo dober na drugi strani, kaznovali so tiste naše zgrešene zicerje in je tekma bila odločena pred samim koncem. Nič, mislim, vsi so dali vse od sebe, edina žal je za tem zicerom, ko sem rekel, treba popravljati tiste stvari, zdaj jih treba dvigniti, zato ko so zelo mladi, neizkušeni so, zdaj so v glave dol, ampak nič, tisti starejši jim morajo pomagati, da čim prej pridejo v to, kar se pričakuje od njih. To je normalno, moraš enostavno plačati danak tej mladi ekipi. Če bi oni danes bili fenomenalni, pa če bi mi z lahkoto premagali Trebnje, spet nekaj ne bi bilo v redu, sigurno.
Jaz to tako gledam, oni rabijo čas, mladi so, zelo mladi so, nekateri igrajo prvič take tekme, ne moreš jim nič zameriti, ko imajo željo, imajo voljo, pripravljajo vse, vem, da so pripravljeni dobro, pišejo, rišejo, vse živo, ampak pride tak dan, enostavno, to so normalne stvari, to je šport. Za Trimo je zmaga na uvodni tekmi nove sezone zagotovo obliž na evropske rane, saj so Trebanjci letošnjo evropsko pot zaključili že v kvalifikacijah za uvrstitev v Evropsko ligo. Te dve tekmi v Evropi, bom rekel, je bilo kar napet, ampak vseeno, evo, na koncu njemo okej, to je za nami, zdaj pred nami je prvenstvo in pa vstop pokal, se pravi, je pa spet, to je samo ena tekma. V naslednjem tednu imamo že nov derbi, treba se obrniti že k novi tekmi in bom rekel tako, spet znani smo po tem, da marsikaj znamo namolzamo, pa znamo to vedro posuditi in tako da jaz upam, da čeprav vsakič ponavljam, da smo se kaj naučili iz tega, ampak evo, jaz upam, da smo se pa res končno kaj naučili. V 33. sezoni slovenskega državnega prvenstva velja Trimo za najnevarnejšega tekmeca Celjanov. Do konca prvenstva bodo moštva odigrala še 25 krogov, državno prvenstvo pa se bo bržčas tudi letos odločalo na tako imenovanih malih tekmah. Danes so dokazali, da so zmožni marsikaj, je pa treba iti korak po korak, se pravi samo naslednjo tekmo in bomo videli, kam nas bo to prinesel. Jaz pravim, ko smo pravi, je pol to takole, ko pa ne, smo pa tudi živeli v preteklosti, da smo pokleknili že marsikje. Celjani so med tednom odigrali tudi prvo tekmo v novi sezoni Lige prvakov. Na gostovanju pri danskem Gudmeju so izgubili z izidom 36-38. Škoda, da nam na koncu ni uspelo, da vzamemo tisto piko. Enostavno jaz mislim po današnji predstavi, kaj smo pokazali na današnji tekmi, mislim, da smo si tega zaslužili, ampak po drugi strani moramo gledati, moramo biti realni v tem trenutku. Imamo zelo mlado ekipo in ta ekipa sigurno da rabi čas. Enostavno jaz jim čestitam, dali so vse od sebe. Zadnji atom moči so pustili na igrišču, to se videlo pri samem rezultatu. In nič to, kar je najbolj pomembno zdaj v tem trenutku, da mogoče nijemo poškodovanih igralcev in da se čim prej vrnemo domov, zato ko nas čaka za vikend še ena zelo, zelo, zelo težka tekma. Mislim, da smo se na tekmo res dobro pripravili. Od prve minute smo igrali dobro, vedeli smo, kaj delajo oni in mislim, da je bilo to res ključnega pomena za takšno tekmo in pa takšen rezultat. Na koncu pa žal smo bili malo prekratki, mogoče malo sreče zmanjkalo in pa moramo graditi na teh pozitivnih stvareh in pa izvleči iz tekme maksimalno. Veliko je bilo igralcev, ki so prvič igrali Ligo prvakov in na tem je treba delati, da se sprostijo, da osvojijo ta občutek za takšne težke tekme in napredujejo, kar se da. Hokejisti Celja so novo državno prvenstvo začeli z domačim porazom proti Triglavu. Po rednem delu je bil izid izenačen na 3-3, po streljanju kazenskih strelov pa so se veselili Kranjčani. Uvodna uradna tekma nove sezone se za celjske hokejiste ni šla po njihovih željah. Prvo tretjino so sicer dobili z 1-0, v drugi sta obe moštvi dosegli po en zadetek, v tretji pa je izenačujoči zadetek za Kranjčane v zadnji sekundi tekme dosegel Aljoša Pretnar. V podaljšku gledalci niso videli zadetka, pri izvajanju kazenskih strelov pa so bili uspešnejši Kranjčani, ki so zadeli dvakrat, Celjani iz 7 poizkusov le enkrat. Ne bom rekel smola, mogoče neka športna sreča, ki nas zdaj spremlja v bistvu že cel ta pripravljalen del. Na koncu tudi danes, pač ta zadnji gol smo ga dobili po eni čist osnovni napaki, ki se ne bi smela zgoditi. Ampak ja, potem pa te penali, ki je pa loterija. Lahko pa rečem, da mogoče prvič letos, da smo pokazali 60 minut neke konstance, da nismo tekme začeli v krču. To je ena pozitivna stvar, ki lahko iz te tekme potegnem. Tako da nič, da imamo pa čas za refokus 3 dni, pa potem prva tekma v Alpski ligi. Jaz mislim, da smo igrali drugače boljši hokej, naredili smo par neumnih napak, individualne napake. Danes smo bili neko celo tekmo boljši, ampak
isti problem, ko smo ga vlekli čez celo pripravljeno obdobje, enostavno damo premalo zadetkov. Če daš 2 zadetka, je vsaka ekipa je nevarna. Oni so imeli srečen odbitek za 2-2 in zelo težko bomo zmagovali tekme, če ne bomo dali več golov. No. Mislim, da gremo v pravo smer, ampak nismo pa še tam, kar bi mogli biti. Imamo to, res smo ekipa, res smo povezani, to bi res pohvalil, dobro delamo, ampak skozi nam ena malenkost zmanjka in to bomo mogli v našo korist nekako obrniti. Glede današnje tekme pa preveč lastnih napak, oni so izkoristili, šanse smo imeli, ga nismo dali in pol takole nesrečno, ampak upajmo, da se bomo iz tega kaj naučili. V celjskem klubu so letošnje priprave na novo sezono morali izpeljati na različnih lokacijah, saj dvorane v celjskem mestnem parku po poplavah 4. avgusta niso mogli več uporabljati. Začeli smo prvi teden tukaj, se je zgodila ta poplava. Mogoče je bilo zelo naporen potovati levo, desno, ampak na koncu smo to izkoristili, da so se fantje toliko bolj povezali, ratala ena zelo dobra grupa fantov, ki mislim, da ne glede na vse so v teh 3 tednih prišli do tega, da so danes pripravljeni en za drugega narediti dejansko vse. Priprave so bile super, glede na to, da so bile poplave, bila organizacija super, so vse organizirali, treningi so bili ta pravi. Ravno letos se nam je to zgodilo, ko smo šli ligo više, ta naravna katastrofa, da nam je tule res vse zalil. Kar se je dal potegniti iz tega, smo potegnali, definitivno pa en velik plus teh priprav, da smo se s fanti res zelo povezali, ker smo bili definitivno, 24/7 skupaj 4 tedne, tako da to je en velik plus, da se zelo dobro poznamo med sabo in upam, da bo to se pokazalo na ledu čez sezono. Ni bilo lahko s temi potovanji vsakič v drugi dvorani, ampak pač smo profesionalci, oddelali smo, ogromno smo pretrenirali, ekipa je bila ogromno skupaj, tako da ne, to nič ni vplivalo, to ni noben izgovor za nič v bistvu. V novo sezono celjski klub vstopa z novim generalnim pokroviteljem in močno spremenjeno igralsko zasedbo s kar 9 novinci. Okrepitve v bistvu smo kar zelo zadovoljni. No. Zaenkrat lahko rečem, da je šlo vse v pozitivnem smislu, smo brez poškodb, tako da enega pa po enega, če ocenim, bom rekel, da več kot pozitivno. No. Mi smo v bistvu, bom rekel, po domač povem, pojačali ekipo, ampak smo vseeno zelo mlada ekipa, veliko igralcev, prvič igra članski hokej. Ni to izgovor, ampak tudi Triglav, tako kot ste rekli, dolgo časa so skupaj, povezani so, znajo igrati in ste videli, mislim, da smo bili boljši, ampak izkoristili so spet. Tudi lanske je bilo na isti način, niso zastonj vsak let v finalu oziroma na najvišjih mestih. Celjane že v soboto čaka začetek Alpske lige. V prvem kolu bodo v slovenskem derbiju gostovali pri Jesenicah. Ja, sigurno lahko pričakujemo eno tekmo na dosti višjem nivoju, kot smo jo danes gledali, tako z naše strani kot tudi nasprotnika, ampak tekma bo pa čisto zase. No. Že jaz že od nekdaj gledam tekmo z Jesenicami kot nekaj posebnega, pa tudi to soboto bo zame posebna. Definitivno to najtežja tekma, vemo, da je drsalno močna ekipa, tudi imensko na papirju imajo precej veliko dobrih fantov, tako da dobra priprava in pole pa treba samo še vse executati, po angleško bi lahko rekel. Ja, mi bomo šli na 100-120%, jaz sem prepričan v svoje fante, pa probali bomo narediti, da bo to en nov derbi v Sloveniji, da se bo res pokazalo, da imamo tudi v Celju zelo kvalitetno ekipo in jaz mislim, da lahko čisto vsako tekmo z njimi smo na nošno. Mi bomo dali vse od sebe, srce bomo pustili na ledu, pa upamo, da bomo tudi malo športne sreče, kaj do zdaj mogoče nismo imeli, sam si bomo tudi mogli zaslužiti, tako da mi gremo 100% v tekmo, pa bomo videli, kaj pa kako se bo razpletel. V celjskem klubu v novi sezoni v državnem prvenstvu ciljajo na najmanj 3. mesto. Osnovni cilj v mednarodni Alpski ligi je uvrstitev v končnico. Želja je biti vsako tekmo res najbolj konkurenčen, kakor bomo lahko, dati vsako tekmo vse od sebe, raztrgati, pa na koncu bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Mislim pa, da
smo iz tekme v tekmo boljši, pa da bomo v soboto tudi od sobote naprej na tem gradili. Državno prvenstvo je, da se uvrstimo vsaj v top 3, da lahko pol igramo normalno končnico. Za Alpsko ligo pa je cilj, da pridemo v play-off in pol iz tam naprej, da čim več dosežemo. V državnem prvenstvu kaj druga kot top 4 oziroma top 3 po rednem delu sploh ni opcija. To je en velik pritisk letos, ki ga moramo vzeti na svoje rame, pač moramo biti med top 3. V Alpski ligi pa bi jaz rekel minimum končnica, kar bo pa več, bomo pa zelo zadovoljni. 4 prijateljske tekme smo odigrali z ekipami iz Alpske lige in smo bili v bistvu na 3 od 4 čisto normalno konkurenčni, vedno nam je neka malenko zmagala, tako da vemo, kaj pričakovati. Tako da Alpska liga, da vsako tekmo na 120%, ker drugače vemo, da pač smo nova ekipa, mlada, neizkušena in vsak bo znal to kaznovati. Ampak če pa mi odigramo tako, ko znamo, lahko pa vsakmu probleme delamo in tudi lahko te prepotrebne pike tudi pridobivamo. Glede državnega prvenstva pa vemo, da tukaj moramo rečemo, da je bil tole slab začetek, pa da bo dober konc. Pač moramo prevzeti odgovornost in te tekme dobivati, ker je državno prvenstvo tudi zelo, zelo pomembno za nas. Celjske hokejiste poleg domačih tekmovanj in Alpske lige čaka še nastop v celinskem pokalu, v katerem bodo v mesecu oktobru gostovali v Latviji. Meeteam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje Meeteam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja Meeteam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja Meeteama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladnost s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Kaj ti rabiš? Karkoli. Turizem. Tehnika. Digitalizacija. Gradnja. Mobilnost. Energetika. In še mnogo več. Na Mosu. Vse na enem mestu. Takole po glasih smo nazaj v prvem delu nocojšnjega središča. Hokejsko bomo obarvani, kajti začelo se je novo državno prvenstvo v Sloveniji. Ta konec tedna pa se začenja tudi Alpska liga. Verjamem, da že vsi dobro veste, da bodo letos v njej igrali tudi hokejisti Celja. Začetek bo pravšnji, namreč že jutri na Gorenjskem, na Jesenicah, slovenski derbi med Jeseničani in Celjani. Več o pripravah in o pričakovanjih v novi sezoni pa nam bosta povedala naša sogovornika, predsednik celjskega kluba Vid Valenčak in trener članskega moštva Gal Koren. Dober dan, dobrodošla. Priprave so za vami, verjetno takšne, kot jih ne pomnite. Vemo, kaj se je dogajalo v Celju, v celotni regiji. Poplave so žal
povzročile nemalo težav tudi vam. Vid, kako ste se znašli v tej situaciji, kako ste prebrodili ta dober mesec dni, ko ste bili brez vaše dvorane. Ja, res je, letos je bila situacija za nas ekstremno naporna, ker enostavno ekipo je potrebno pripraviti za igranje na tako visokem nivoju, kot je Alpska liga. Mi smo v bistvu na začetku avgusta ostali brez ledu, brez dvorane. Pač znašli smo se iz dneva v dan po slovenskih dvoranah, tudi na Hrvaškem. Ni bilo prijetno, ampak nekako smo brez hujših posledic izpeljali to obdobje. Kje vse ste trenirali? Ja, prve dni smo začeli v Ljubljani, v Tivoliju, potem smo se prestavili v Sisak na Hrvaško, se vrnili na Jesenice in na koncu zadnjih 10 dni v Mariboru. Gal, kaj je to pomenilo za strokovni štab, seveda tudi za igralce, kako ste se uspeli prilagoditi dani situaciji? Ja, lahko povem, da je bilo kar zelo naporno, ampak obenem pa smo to, kar se nam je zgodilo, izkoristili, da so se fantje boljš povezali, da so res v vsem tem času, ko smo dejansko bili prisiljeni biti skozi skupaj, ratali boljša grupa fantov. Tako da, se pravim, jaz probam vedno iz slabih stvari potegniti nekaj dobrega in na koncu mislim, da nam je to kar uspelo. Zadovoljni s tistim, kar ste uspeli postoriti v tem pripravljalnem obdobju? Odigrali ste tudi kar nekaj prijateljskih tekem. Kaj so vam pokazale? Zaenkrat lahko rečem, da sem kar zelo zadovoljen, da v bistvu tudi te fantje, ki se prvič srečujejo s tem nivojem, da se prilagajajo, da prihajajo noter. Je pa to seveda zdaj po enem mestu težko reči, da je to, ampak bomo iz tekme v tekmo videli, kdo, koliko jih bo naredil ta preskok mogoče iz mlajših selekcij v člane ali pa iz nižjega nivoja v višji nivo. Tako da imamo kar veliko dela skozi celotno sezono. Moštvo je precej spremenjeno, veliko je novih obrazov, mogoče beseda dve o prestopnem roku. Kakšne fante ste iskali, ste zadovoljni s tem, kar ste uspeli pripeljati v Celje? Ja, jaz lahko rečem, da sem kar zelo zadovoljen, da v bistvu večina teh fantov je mladih, zelo perspektivnih in da če se bo z njimi dobro delali, bomo lahko od njih videli tudi zelo dobre hokejiste. Zadnja okrepitev je napadalec Jakupovič. Tako, v bistvu iskali smo še enega zelo aktivnega napadalca, pa mislim, da smo ga tukaj z Ahmetom najdeli. Tako da bomo pa videli v naslednjih tednih, kako se bo on znajdel v sistemu pa prilagodil vsemu, kar delamo. Vid, kako ste v pravi spremljali to dogajanje v prestopnem roku? Seveda, vedno so te stvari povezane s financami, kako iz tega zornega kota ste uspeli vse skupaj zapreti? Ja, naše osnovno vodilo že pred vstopom v Alpsko ligo je bilo, da pristopimo zadevi pač po finančnih zmožnostih. Pač žal danes v svetu športa, sploh v profesionalnem športu, denar odreja večino stvari, tako da smo pač v tem okviru, ki smo si ga zadali, iskali mlade perspektivne igralce, ki v končni fazi mogoče ne stanejo toliko kot neki izkušeni tujci. Če se malce še vrneva k tistim nesrečnim poplavam, ne samo to, da so praktično vse selekcije ostale brez dvorane, tudi kar nekaj škode je povzročila konkretno na klubski opremi, na klubskih stvareh. Zdaj ste že verjetno vse skupaj sešteli, potegnili črto. Ja, res je. To škodo je v bistvu zelo težko realno oceniti. Samo za primer, če povem, poplava nam je uničila 30 otroških kompletov, ki jih mi začetnikom ponudimo za vadbo. Ti kompleti so sicer stari, rabljeni, niso ne vem koliko vredni, ampak ko pa ga nimaš, pa moraš kupiti novega, je pa to velika vrednost. In takšnih stvari je precej v klubu, zdaj se počasi zlagamo, ampak tako kot sem že prej tudi v medijih povedal, nekako direktno
direktno na sami opremi igralcev nekje 40 000 evrov škode in pa na vsej ostali opremi v klubu nekje vsega skupaj 100 000 evrov škode, kar je res velik udarec za naš klub. Moram reči, da so se donatorji odzvali, smo dobili neke stvari povrnjene, že čakamo pa še na odziv občine, Olimpijskega komiteja Slovenije in mogoče še koga. Nekaj sprememb je tudi v strokovnem štabu. Vemo, da vas je zapustil eden od trenerjev mlajših selekcij, ki je delal v prejšnjih letih tudi z vami. Kako ste sestavili sam strokovni štab za novo sezono? Tako je, Domen je v bistvu šel v tujino, kjer se mu je ponudila super priložnost. Tako da mi smo pa za novega pomočnika trenerja dobili Aleksandra Petrova, obenem tudi trener golmanov, kar mislim, da je zelo pozitivno. Je tudi človek, ki zelo rad dela in se je super prilagodil temu sistemu. Ta teden se je vse skupaj začelo v državnem prvenstvu, gostili ste Triglav, nesrečno izgubili po streljanju kazenskih strelov, zagotovo ne začetek, verjetno rezultatsko, kot ste si ga želeli. Kaj reči o tej tekmi? Sigurno ni bil tak začetek, kot smo se ga želeli v konkretno državnem prvenstvu, ampak to je šport, ne glede na to, da smo mi, po mojem mnenju, odigrali prvo tekmo letos 60 minut hokeja, tazga, ki smo si želeli, bili boljši od nasprotnika celo tekmo, ampak na koncu 3 nesrečne napake, ki smo jih naredili, in smo bili s tem kaznovani. Tako da na koncu pa loterija. Tam smo bili tudi z našo kamero, v prispevku v prvem delu oddaje smo nekako slišali tudi izjave igralcev, ki pravijo, da jih letos vse, kar bo pod 3. mestom, ne bi zadovoljilo v domačem tekmovanju. Kako vi gledate na domačo sceno, na to, kako so se premešale nazadnje tudi karte v prestopnem roku, kaj lahko pričakujemo od državnega prvenstva in kje tu seveda vidite vaše moštvo? Mislim, se tukaj težko karkoli dodam, zaradi tega, ker v bistvu to, kar so igralci povedali, je nekje naš skupen cilj, kar mislim, da se ga da uresničiti, tako da nimam kaj da zapovedati na to temo. Vid, mogoče še vaš pogled na domačo sceno, kaj nam bo prineslo novo državno prvenstvo, kje tu vidite Celje? Ja, po mojem mnenju bo letošnje državno prvenstvo zelo zanimivo, ker vseeno realno mislim, da ob Olimpiji in Jesenicah, še vedno vodečih klubih v Sloveniji, da smo se mi precej približali. Tudi, kot smo lahko videli na prvi tekmi, ekipa Triglava je konkurenčna za to tekmovanje in v drugem delu, ko bomo te ekipe igrale medsebojne tekme, mislim, da bo državno prvenstvo res zelo zanimivo in tudi boj za vrh zanimiv. Jutri pa bo šlo zares tudi v Alpski ligi, tekmovanju, v katerega ste si zelo želeli. Gal, mogoče za uvod beseda 2 o tej ligi, kakovosti te lige, moštvih. Odigrali boste v tem prvem delu 30 tekem, 15 domačih, 15 gostujočih. Ja, lahko rečem, da tempo bo kar hud, no, da tekme se bo vrstile eno za drugo, mi pa v bistvu z mladimi fanti, mlado ekipo, nekaj manj izkušnjami, mogoče v primerjavi z drugimi ekipami, moramo biti res vsak dan na 100%, če bomo hoteli na koncu biti uspešni, vleči pozitivne rezultate iz tega. Tako da, kakor pa pravite, se v bistvu vsi veselimo, pa ko mi čakamo, da se začne. Verjetno vi tudi logistično zahtevna naloga pred vami v klubu, ne? To je kar velik preskok, verjetno samo iz domače scene tudi na mednarodno tekmovanje, mislim, tako logistično, finančno, vse skupaj seveda povezano. Seveda, mi sicer smo vse to predvideli, ampak ko se stvar začne zares, se vedno pojavi kakšna nova zadeva, ki jo je treba tekoče reševati. Ampak mislim, da smo že z leti nekako postavljen utečen sistem, ki se pač zdaj recimo da podvoji v smislu potovanj. Tako
tako da v tem delu ne vidim težav. No. Proračunsko, kako velik preskok je zdaj to iz slovenskega prvenstva regionalne lige v Alpsko ligo? Ja, žal ni prevelik. Žal je to finančno gledano, ve se iz medijev že odprej, mi smo si postavili cilj za sezono 300 000 evrov proračuna, nekje prejšnjo sezono smo pa izpeljali za 220 000 evri proračuna, se pravi, da dvig proračuna gre dejansko predvsem na stroške poti, mogoče nekaj več na stroške prehrane igralcev, nekaj več opreme, drugače pa nekih večjih premikov tu ni. Ne. Pred dnevi sem v medijih zasledil, ko so Jeseničani imeli novinarsko konferenco, da sta ravno slovenska predstavnika, kar se tiče proračuna, čisto na repu. Ja, res Slovenci smo v tem smislu fenomeni. Včasih se v tujini, v Avstriji, v Italiji, že ko smo šli na pripravljalne tekme, človek prav nebogljeno počuti, ko vidi, kakšni aparati, kakšni klubi, kakšni proračuni stojijo za temi klubi. Tako da res z tako malimi proračuni igrati in na koncu tudi dosegati neke uspehe, mislim, da to samo kaže na to, da imamo v Sloveniji veliko talenta za hokej. Gal, verjetno je zahtevno kosati se s temi na eni strani bogatejšimi klubi, ki posledično imajo tudi bolj izkušene igralce, verjetno širši roster, kot ga imate vi na voljo. Ja, zahtevno, obenem pa en zelo velik izziv. Jaz gledam vsako stvar tako, treba si postaviti izzive, pa pač tekmovati za vsakima. Ne. Težko je pred tekmo reči, gledati, koliko ima kdo proračuna, kakšno ekipo ima, na koncu gledaš na svojo ekipo, na svoje cilje, kar je pa v športu je tako, da vsak si želi zmagati, ne. Pa na koncu ni vedno tako, da zmaga bogatejši ali pa boljši poimensko. Glede na to, da je moštvo novo, da je veliko mladih igralcev, verjetno boste potrebovali nek čas. Sigurno tako vedno ponavljam, da je v bistvu veliko mladih igralcev, ki se morajo prilagoditi, ki bojo rabili določen čas, je pa to čisto odvisno, lahko je to jutri, lahko je to čez en mesec, lahko pa traja celo sezono. Ne? Slovenija bo imela 2 predstavnika v tem tekmovanju in takoj prvi krog prinaša slovenski derbi, jutri boste gostovali na Jesenicah. Ja, za nas je to v bistvu zelo dobro igrati prvo tekmo proti drugemu slovenskemu klubu. Ja, in obenem zelo velik izziv, tako da jaz komi čakam, da se to začne, to tekmo jutri, tako da mislim z moje strani pa strani fantov, da je to čisto isto. Kakšni so letos Jeseničani? Na tej njihovi predstavitvi je bilo moč prebrati, da so za okrog 100 000 evrov znižali proračun, da bodo igrali brez tujcev. Vi seveda zelo dobro poznate razmere. Kakšno bo letošnje jeseniško moštvo? Jaz mislim, da je, vsaj kakor zaenkrat zgleda jeseniško moštvo, vsaj to kvalitetno kot lani ali še bolj. Glede na to, da so pripeljali zelo nekaj kar odzivnih imen v slovenskem hokejskem krogu, tako da pričakujem zelo dobre Jesenice. Jutri zagotovo ne bo pritiska na vaši strani, mogoče obratna situacija, kot je bila na tekmi s Triglavom, verjetno bodo jutri vendarle Jeseničani pod večjim pritiskom. Sigurno, oni so tudi lansko leto osvojili ligo, nek pritisk bojo sigurno čutili, mi pa pač gremo v tekmo sproščeno, pač pokazati najboljš, kar lahko, tako da pričakujem pa zelo zanimivo tekmo. Vid, kakšni so vaši občutki pred jutrišnjo potjo na Gorenjsko? Ja, v bistvu občutek gre v to smer, da je to prva tekma Alpske lige, nekako uprava kluba v tem momentu z rezultatom same tekme res ni obremenjena. Naše delo vseeno je nekje na daljši rok, vemo, kaj hočemo. Mi moramo to mlado ekipo v 2-3 letih zgraditi, recimo do tega, da bo res
konkurenčna tudi v tej ligi, ampak vsekakor vsako tekmo po tekmo pa vsi kot športniki želimo zmago. Ne. Že prihodnji teden pa 2 tekme Alpske lige tudi v Celju. Četrtek in sobota, mislim, da sta igralna dneva. Ja, res je. V četrtek 21. septembra v Celje prihaja ekipa iz italijanskega Ritna, tekma bo ob 19. uri. In v soboto 23. septembra pa prihaja ekipa iz Neumarkta. 2 zanimivi, dobri tekmi, v katerih jaz verjamem v uspeh. Kakšna sta ta 2 tekmeca, ki se bosta prva predstavila na celjskem ledu, kar se tiče Alpske lige seveda? V bistvu Riten je ena taka zelo znana ekipa, ki je v bistvu vsako leto konkurira za top mesta v tej ligi. Tako, kot lahko rečem za Unterland, ki je lansko let, se mi zdi, da končal v 2. po rednem delu. Tako da 2 spet zelo kvalitetna nasprotnika. To lahko povem o teh 2 ekipah, kar za ta moment vemo. Tako da za kakšno več analizo bomo pa lahko delali po jutrišnjem dnevu, ko bojo v bistvu vse ekipe odigrale svojo prvo tekmo letos. Kako je s vstopnicami? Kakšen obisk pričakujete? Ja, zdaj v klubu smo čez poletje prodali kar eno lepo število sezonskih vstopnic za naše razmere, seveda. Imamo nekje okoli 100 prodanih sezonskih vstopnic, plus seveda na prvo tekmo v četrtek vabimo gasilce iz celjske regije, ki so pomagali v poplavah, bodo imeli prost vstop. Tudi zanimanje ljudi okoli hokeja, mislim, da je takšno, da zna biti dvorana lepo popolnjena. Prej smo pred pogovorom nekako računali okrog 60, mogoče celo več bo teh uradnih tekem, ne? Tudi to bo verjetno kar izziv glede na prejšnje sezone. Ja, sigurno čaka nas zelo naporna sezona, ogromen tekmovalnih dni, tako da spet gremo tekmo po tekmo se prilagajati temu, glede na poškodbe, glede na utrujenost. Vse te stvari bo treba v bistvu iz tedna v teden prilagajati. Kaj bi vas v tej prvi sezoni rezultatsko zadovoljilo v tej Alpski ligi? Zdaj, če gledam pozitivno pa zelo tekmovalno, bi bil zadovoljen z play-offom. Še vaš pogled, kar se tiče rezultatov? Ja, to je neka tiha želja, je pa res zelo nehvaležno zdaj napovedovati, dokler res ne vidimo, kaj se dogaja v drugih klubih, kje je sploh naše mesto. Mislim, da bomo po parih tekmah lažje ocenili, kam sodimo. Potem velja dodati, da vas v oktobru čaka tudi celinski pokal, ne? To je tudi novost v vašem klubu, torej še eno mednarodno tekmovanje. V Latviji boste igrali turnir, se že pripravljate tudi logistično na to potovanje in na samo tekmovanje v celinskem pokalu? Ja, to tekmovanje bo potekalo, mislim, da od 15. do 17. oktobra v okolici Rige. Se pravi, naši nasprotniki so latvijski prvak, mislim, da je prvak, romunski in zmagovalec predskupine. Vse zahtevni nasprotniki, mislim, da bo to zopet ena zelo dobra izkušnja za naše fante. Je pa logistično več ali manj že poskrbljeno za vse. Letimo z Dunaja v Rigo, tam smo pod okriljem IHF-a nastanjeni. Bo pa za nas zopet velik izziv to, da dejansko gremo z igrišča na letalo, z letala nazaj domov in na igrišče. Liga se nadaljuje, ni časa za počitek in to bo eden večjih izzivov letos. Gal, še vaš pogled na ta celinski pokal? Z moje strani jaz lahko rečem, da smo v bistvu tukaj danes, pa počas do tja je še kar nekaj časa, tako da bomo takrat videli, kaj pa kako. Veliko smo zdaj povedali o članih, mogoče je prav, da za konec rečemo kakšno tudi o mlajših selekcijah. Imate seveda celo piramido moštev,
tudi v nižjih kategorijah. Kakšno je tam stanje, ne nazadnje, kaj tam pričakujete od nove sezone? Naša odločitev za vstop v Alpsko ligo je dejansko prinesla pozitivne posledice v celem klubu, tudi pri vsej mladini. Zdaj fantje v Celju vidijo svojo bodočnost v Celju in to je naš prvotni cilj igranja Alpske lige, ker prej smo se pri vseh fantih pri 12-13 letih že pogovarjali, da morajo v Ljubljano, na Jesenice, v tujino, če hočejo v hokeju uspeti. Se pravi, mi smo ta prvi cilj že dosegli, ne samo, da naši fantje celjski vidijo cilje v Celju. Letos je kar nekaj fantov iz Ljubljane, Bleda, Jesenic prišlo v Celje, šolajo se v Celju, živijo v dijaškem domu, igrajo hokej v mladinskih kadetskih selekcijah našega kluba in recimo, da jaz smatram to za velik uspeh. Gal, vi zagotovo spremljate, kaj se dogaja tudi spodaj, pod narekovaji rečeno, so na obzorju kakšni novi talenti, ki jih boste že kmalu lahko, če lahko tako rečem, potegnili tudi v člansko moštvo? Jaz lahko rečem, da v bistvu tudi že lani, predlani je bilo tako, da so se neki mlajši igralci zelo dobro razvijali, kar verjamem, da se bo delalo tudi naprej. Nekateri že danes dobivajo šanse, da trenirajo s prvim moštvom, tako da jaz verjamem, da je tukaj kar nekaj potencijala, ki bi lahko v naslednjih parih letih igral tudi v Alpski ligi. Samo še vprašanje o pokalu, ponavadi smo bili zadnja leta navajeni, da je bil pred sezono, kako bo letos z njim? Žal, tu konkretnega odgovora ne morem dati. Vem, da je pokal odpadel zaradi tehničnih težav v eni od dvoran. Zelo verjetno, da letos pokal odpade. Hvala obema za obisk v našem studiu, za vse te informacije. Srečno seveda na vseh frontah, veliko jih bo v novi sezoni. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih smo nazaj, v drugem delu središča sledi pogovor z novim direktorjem velenjskih rokometašev, sicer Celjanom Romanom Pungartnikom. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladnost s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Kaj ti rabiš? Karkoli. Turizem. Tehnika. Digitalizacija. Gradnja. Mobilnost. Energetika. In še mnogo več. Na Mosu. Vse na enem mestu. Takole po oglasih smo nazaj.
tokrat pri rokometu, kot smo obljubili že v našem napovedniku, se nam je v našem studiu pridružil novi direktor rokometnega kluba Gorenje iz Velenja, Roman Pungartnik. Roman, dober dan, dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav. Bili ste na tej funkciji v Celju, bili ste direktor slovenske reprezentance, zdaj po nekaj časa ali pa po nekaj letih premora, če tako rečem, pa prevzemate dirigentsko palico v Velenju pri Gorenju. Ponavadi je promet šel bolj v smeri Velenja, v Celje, zdaj pa vi v obratni. Kaj vas je pritegnilo, kako so vas nagovorili, kakšni so prvi občutki, zdaj nekaj dni pravzaprav že delujete v Novi Sredini? Ja, dejansko bi dejal nekako, da sem se iz te cone obdobja, ki sem sedaj imel, zopet podal v te športne vode. Res, da sem bil ves ta čas prisoten, da sem imel stik z rokometom, kajti rokomet je v krvi in to ne moreš tako zapustiti. Kaj me pritegnilo v prvi vrsti? To, da sem sam velik športnik, pa velik zanesenjak. Mislim, da je to tisto, kar najprej kar šteje. In nekako po klicu predsednika Janeza Gamsa in po razgovoru z podpredsednikom rokometnega kluba Gorenje Velenje, gospodom Iztokom Morjem, in pa tudi z trenerjem Jovičičem, sem kaj hitro ugotovil, da imamo nekako skupen pogled na vse to. Veseli me predvsem to, da nekateri ljudje, ki so v upravnem odboru, so prepoznali, bi rekel tukaj, to prednost, da je rokomet v Gorenju številka 1. Da tudi sami so bili rokometaši ne na takšen nivoju, ampak poznajo nekako, kako deluje igrišče, kako deluje garderoba in tukaj sem dejal, če je to tako, kot predstavljajo, kot pravijo, to pomeni, da bomo skupaj kot kolektiv nastopili, probali narediti v nekem organizacijskem smislu korak naprej, potem je to zelo zanimiva zgodba in bi rekel, sem človek, ki se izzivov ne boji in tukaj vidim predvsem en lep izziv in pa imamo občutek, da se lahko naredi ena dobra zgodba. Če vprašam takole po športno, v kakšni kondiciji pravzaprav je trenutno klub, ki ga prevzemate oziroma prevzemate dirigentsko mesto v smislu direktorja tega kluba? Ve se, da v Gorenju je generalni sponzor Gorenje Velenje, ki bo tukaj sigurno vsaj še 3 sezone, bi rekel, glavni podpornik. Potem je tukaj nekaj novih ljudi, tudi na zadnji skupščini pred parimi dnevi smo dobili 2 nova člana, ki res, bi rekel, sta z velikim veseljem stopila v to. Tako da Gorenje je imel v preteklosti kar nekaj dolgov za nazaj. Mislim, da je to zdajšnji predsednik Janez Gams dobro speljal. Na skupščini je tudi predstavil to letno poročilo, kjer so te dolgovi za nazaj do bivših igralcev vse saniranje, tako da klub sedaj je na zdravih temeljih. Je pa dejstvo, da Gorenje vrsto let igra v Evropi. In vemo, da nažalost Liga Evropa ne prinaša nekih dodatnih sredstev, predvsem bi rekel, je to veliko breme. Tukaj se naredil nek minus, ampak po zagotovilu vseh članov uprave in pa vseh teh sponzorjev, ki delujejo v klubu, mislim, da se bo vse to saniralo, tako da tudi tisti primanjkljaj se bo v neki bližnji prihodnosti poravnal in jaz mislim, da klub lahko gre v to novo sezono z nekimi res dobrimi temelji in dobro popotnico. Pred samo skupščino je bilo najprej govora, da predsednik Gams ne bo nadaljeval na tem mestu, zdaj je ostal. Kaj se je, imate podatke, kaj se je tu dogajalo, pravzaprav je prišlo do tega preobrata? Ja, po mojih, bi rekel, mojem osebnem videnju, koliko sem lahko iz tega razgovora in malce tudi, tako kot malce znaš prebrati ljudi, videl, da Janez in pa podpredsednik Iztok Mori sta bila edina, ki sta bila res zelo fejst zadnjih par mesecev obremenjena oziroma upletena v sodogajanje kluba. Nista videli neke pomoči. Prejšnji direktor David Miklavčič je nekako izrazil željo, da se bo umaknil, da tukaj ne bo, res, da je pomagal do zadnjega dne in nekako je nastala neka, bi rekel, neka vrzel ali pa neki mostovi so se porušili predvsem do, bi rekel, kontakta s prvo ekipo, za pisarno. In jaz mislim, da na osnovi tega je tudi Janez potem nekako v tej stresni situaciji podal odpoved, ampak jaz sem mu dejal, jaz sem prišel na tvojo pobudo, na tvojo željo in mislim, da bi to bilo tudi nesmiselno, da pa sedaj podaja odstop, tako da na skupščini se to ni zgodilo in sem vesel, ker kot bivši rokometaš
pozna to zadevo, je tudi v poslovnih vodah, ima dosti kontaktov v Šaleški dolini in pa v okolici, tako da ja, je dobro, da je ostal na ladji in da gremo skupaj v to smer. Preden se konkretno dotakneva nove sezone, prej ste rekli, da nekako vsi imate v vodstvu, tudi generalni pokrovitelj, podobno vizijo, podobne ideje. Skratka, kakšna je pravzaprav ta vizija zdaj delovanja in pa razvoja kluba v naslednjem obdobju? Ja, v prvi vrsti je tukaj ogromno rezerve v organizacijskem smislu. Vemo, da tukaj Velenje je malce zaspal, delali so neke, bi rekel, dobre stvari, ampak korona jih je tukaj malce ustavila. Vsi vemo, da šport je tukaj potegnil res, bi rekel, tisto najkrajše in nekako se vse to ustavilo po koroni, se nekako niso pobrali in jaz vidim tukaj predvsem veliko rezerve, da se klub zopet nazaj vključi v to lokalno okolje, da bi rekel, te domačini oziroma skupnost ugotovi, da je rokomet v Velenju številka 1, da potrebuje to podporo. Na nam pa je, da probamo za tem organizacijskim smislu, s tem dogodki pripraviti čim večje število ljudi, da se bo vrnalo, animirati širšo okolico, tako strani podpornikov kot sponzorjev, narediti ta kontakt. Moja želja je tudi, da vsi tisti, ki so vpleteni v klub, imajo kontakt z ekipo, kajti ne nazadnje igralci so profesionalci, morajo biti na razpolago za te neke marketinške dejavnosti in predvsem tukaj jaz vidim, da lahko naredimo to neko vez, neko to kompaktnost in da bo dejansko tekma družabni dogodek, kjer se bo ljudje prišli zabavati, sproščati in seveda imeli ne nazadnje potem tudi kontakt z svojimi ljubljenci. Sezona se je že začela, jutri vas čaka derbi v Trebnjem, v drugem krogu državnega prvenstva. Kakšne cilje, želje ste si pravzaprav zadali, kar se tiče konkretno te sezone, ki se je pravkar začela, kje vidite Gorenje, dokot lahko gre s tem moštvom in s tem strokovnim štabom, ki ga imate trenutno na voljo? Ja, zadeva v Gorenju je naredena tako, da bi rekel sponzor, upravni odbor skupaj z stroko nekako določi neke cilje. Trener Zoran Jovičić ima vsako leto jasne poglede na to. Njegova predvsem največja želja je to, da se ekipa bori maksimalno, da na vsaki tekmi da svoj tis maksimum. Nekako vsi vidijo v spredju Trimo Trebnje, Celje kot bi rekel vedno velikega favorita, ne nazadnje tudi Gorenje in sponzor nekako zahteva, ja, moraš biti med prvimi 3, to je definitivno, Gorenje si to zasluži, vse ostalo bi bil neuspeh. Jaz bi pa rekel tako, če se boriš do konca za vse te volike, katere so na razpolago, oziroma daješ do zadnje tekme, ostaješ v igri za te volike, potem je to tisto. Veseli me pa predvsem to, da Slovenska liga je postala izenačena, kvaliteta zadnje leta je padla, to moramo biti pošteni pa odkriti. Zgubili smo tisti nek primat rokomet, kar ga je včasih imel, košarka, odbojka, nogomet je nas prehitev, ampak tudi z nekimi dobrimi, bi rekel, potezami na Rokometni zvezi Slovenije, predvsem v tem tekmovalnem smislu, kar nas klube zanima, se je dela korak naprej. Miha Pantelič, ki je bil vrsto leto 5 v delovanju Rokometnega kluba Celje Piran Laško, je sedaj prevzel to tekmovanje in jaz mislim, da tudi liga bo postala atraktivna, kajti mora biti atraktivna, takrat bomo lahko govorili o kakšni večji zadevi, da se najde kakšen sponzor več, tako za pokritje lige, kot tudi mogoče v klubu. Ne nazadnje igralci, če bojo videli, da so dvorane polne, da so tekme zanimive, bojo ostajali v Sloveniji, ne bojo se podajali v Avstrijo, na Madžarsko ali te neke klube, kjer je liga bistveno slabša kot v Sloveniji. Tako da to me vse veseli. Pa to, kar si vprašal glede nekih ciljev, želj, mene veseli predvsem to, da lahko danes govorimo, da je to 4-5 ekip, ki se lahko bori za naslov prvaka. Tako da tudi tiste ekipe v ozadju, daleč od tega, da ne bi imele teh ambicij. Videli smo že eno veliko presenečenje v prvem krogu. Ivančna Gorica je premagala Riko Ribnico. Slovan je v Slovenj Gradcu, bi rekel, zopet naredil neko dobro tekmo, tako da se tukaj tudi dogaja. Krka je že lani presenetila, tako da mislim, da je kar enih ekip, ki bojo, bi rekel, tej veliki trojki delale probleme in tisti, ki bo delal manj napak, bo potem tudi slavil.
v Velenju nekako zadnja leta uspejo zadržati ogrodje moštva, tudi trener je isti, vendarle pa ste pred to sezono izgubili nekatere nosilce igre. Dopuščate možnost, da bi moštvo še dopolnjevali med sezono, ali je ta igralski kader tisti, s katerim nekako želite oddelati to sezono? Želja trenerja je, da bi še dobil kakšno krepitev. Nažalost, ja, dva nosilca igre sta napram lansko leto zapustila Gorenje Velenje. Tudi David Kovačič, krožni napadalec, se je pred mesec dni odločil, da bo zaključil igralsko kariero. Tako da to je neke vrste bilo malce presenečenje za stroko. Tako da ja, je želja, da bi se ukrepili, ne zdaj pod vsako ceno. Če bi bil tu kakšen krožni napadalec, ki ima seveda neke potrebne izkušnje, ki bi lahko to ekipo držal, bi rekel, v tej obrambi na nekem nivoju, potem sigurno bomo gledali. Jaz malce sem se že obrnil na trg, malce spremljam tudi, bi rekel, imam kontakte s tem mojimi bivšimi soigralci, prijatelji, ki so v tujinah, tako da bomo videli. Ne pod vsako ceno, sigurno pa bomo probali to vrzel zapolniti, če se bo pojavila prava priložnost. Gorenje je bilo kar nekaj let nekako zanimiva destinacija za številne mlade, talentirane rokometaše, kar nekaj reprezentantov domačih, pa seveda tudi iz tujih držav je prišlo v Velenje. Kako mogoče v naslednjem obdobju povrniti ta status, kako narediti okolje zanimivo, prijazno za mlade talente, ne samo iz Slovenije, tudi verjetno iz regije ali pa širše? Ja, sigurno. Mislim, da v prvi vrsti moramo govoriti tukaj, da Gorenje v zadnjih 2-3 letih naredilo velik napredek pri mladinskem pogonu. Vedno več otrok se vključuje v rokomet, kar je pozitivno, kar je dobro, in tukaj bom stremel temu, da se iz tega mladinskega pogona probajo priključiti določeni igralci. Vemo, da v Sloveniji je zelo dobra stroka, trenerji tisti, ki, bi rekel, res dobro delajo, in tukaj bo želja, prioriteta, da se prvo v svojem bazenu pogleda, kaj se da narediti. Naredili bomo nek, bi rekel, 3-letni ciklus in v tem ciklusu, v tem planu se bojo nekako tudi te zadeve morale poklopiti, kajti želja, bi rekel, strokovnega vodstva oziroma tudi nas v pisarni je ta, da naredimo neko konkurenco tudi prvi ekipi, da so to po igralnih mestih res dobro razporejeni igralci, od različnih letnikov, potem navzdol, če se v primeru zgodi kaj takšne, kot se je to zgodilo sedaj, da je David zaključil kariero, potem nimaš nobenega v ozadju. In pa treba bo takoj pri trenerjih na mlajši selekciji ugotoviti, na katerih položajih ima Velenje problem, kje je deficit, in v naslednjem času najditi oziroma narediti takšnega igralca, tako da bi bila to neka prioriteta. Vsekakor, in jaz mislim, da mladi svet stoji, financ ni, tekmovati z evropskimi klubi žal ne moremo. Pred dnevi francoska liga je objavila, naprimer, s kakšnim sredstvom razpolagajo klubi v prvi ligi, in klub, ki je trenutno prišel v prvo ligo iz druge lige, ima cca 3 milijone evrov proračuna. Potem vemo, na kakšnih obratih delujejo. Tako da tukaj se moramo znajti s tem našim igralcem in jaz mislim, da z nekim dobrim delom se to da narediti. Te številke so seveda za slovenske klube, ki jih omenjate, težko dosegljive. Celje kot prvak je ob predstavitvi v novo sezono objavil, da bo proračun v novi sezoni 1,6 milijona evrov. S kakšnimi številkami boste operirali v Velenju? Ja, trenutno je urejeno tako, da na razpolago je cca 900 tisoč evrov. Sedaj tukaj se bomo vsi trudili z, bi rekel, upravnim odborom in pa seveda z igralci. Ne smemo pozabiti, da uspeh se meri na igrišču. Če bo na igrišču ta športni del uspešen, potem bo tudi na drugi strani upravnem odboru oziroma vsem tistim, ki se tukaj angažirajo, veliko lažje najti določena sredstva in sigurno se bomo trudili, ampak to so okvirno, je to ta cena, s katero se bo delalo. Jaz si srčno želim, da se ne bi zgodilo kakšna odpoved ali kakšen odstop sponzorja, ker vemo, da v današnjih časih ta gospodarska rast je zelo šibka, potem te naravne katastrofe, ki so se zgodile, zadnje poplave, prizadela ogromno podjetij, ki tudi so vlagale v šport, energetska negotovost je tukaj, tako da vse to se bo poznalo na športu. Tako da to je sigurno, tu se ne smemo zatiskati oči in jaz samo upam, da z nekimi dobrimi rezultati bomo tudi pod pritisk postavili vse ostale, da bojo prepoznali
dobro zgodbo in se bo želeli priključiti. Ta konec tedna prinaša torej derbi v Trebnjem, gostovali boste pri Trimu, ki je odlično odprl novo sezono z zmago v Celju. Kaj napovedujete za tokratni dvoboj? Trimo je vsekakor favorit, tukaj si ne smemo zatiskati oči. Gorenje gre v Trimo, da pokaže eno dobro igro, da se predvsem spostavi na igrišču neko ravnovesje, neka enakost. V lanski sezoni je Gorenje zmagalo, bi rekel to tekmo, ki je potem tudi na koncu odločalo o tem drugem mestu, medsebojno srečanje. Tako da, kot sem dejal, treba se boriti, ne iti z belo zastavo, je nekaj poškodb, tako da nekaj težav, ampak mislim, da bo to trener Jovičić dobro zakrpal. Tako da to so derbiji, na teh derbijih igralci ne rabijo posebnega motiva in jaz si najbolj želim, ker je tekma tudi na televiziji, da bi širša rokometna javnost videla res eno dobro igro in na koncu bi rekel tisti, ki bo imel tudi nekaj več kanček sreče, lahko slavi. Tako da pustimo vse odprto in jaz si želim enega dobrega rokometa. Dolga leta ste delovali v Celju kot rokometaš, potem 5 let kot direktor. Kakšni so bili zdaj odzivi, komentarji po vašem imenovanju pri vendarle, morava reči, v zadnjih desetletjih najhujšem slovenskem tekmecu? Pa niti nisem se oziral na to, niti sem odkrito povedan poslušal teh stvari. Mislim, da tudi nek odziv ni to sedaj, bi rekel, prestop na relaciji Barcelona, Real Madrid ali kaj podobnega. Rivalstva mora biti, ampak mislim, da v vseh teh letih so to neka pozitivna rivalstva, tako da tukaj ne vidim nobenih težav. Po drugi strani pa tudi, bi rekel, ogromno prestopov je bilo z Velenja v Celje, v tej obratni smeri bore malo, ampak jaz ne vidim tukaj nobenih, bi rekel, takih problemov, tudi da bi strani, ne vem, občanov in občank Celja občutil, da kdo kaj zameri ali da so tu težave daleč od tega. Predvsem mislim, da je to dobro za slovenski rokomet, kajti neki bivši igralci, ki imajo neke izkušnje, ki so bili reprezentanci, ki so nekaj dosegali v rokometu, je dobro, da se vrnejo v klube, da pomagajo, kajti vsi ti otroci, ki prihajajo v klube, so v njih nekoč videli idole in če bodo od njih dobili neke napotke, neke nasvete, potem je to pozitivno. In to, kar sem v začetku dejal, predvsem me to veseli, da bo rokomet dobil zopet neki veljavi, da se bo pisalo, govorilo o njemu in mislim, da tukaj lahko samo tudi reprezentanca profitira na dolgi rok. Ste pa bili tudi svetovalec v Celjskem klubu, ne v strokovnem svetu v zadnjem obdobju. To verjetno ne boste zdaj zadržali te funkcije. Ja, bil sem na povabilo zdajšnjega predsednika Gregorja Planteva, sem sodeloval, tako da ja, sedaj so se te stvari, bi rekel, neplansko zgodile, tako da ja, se bom zahvalil vsekakor, ampak ja, sem Celjan, sem tukaj, tako da tudi tekme spremljam, jih bom obiskoval, tako tudi kot nogomet, mislim, da celjski šport je zelo bogat in jaz vidim, da se tukaj napram tega ne bo nič spremenila. Roman Pungartnik, hvala za obisk, hvala za vse te informacije, srečno seveda v vlogi direktorja rokometnega kluba Gorenje. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Jutri ob 18. ne zamudite našega neposrednega prenosa iz dvorane Zlatorog, kjer bo v prvem krogu ženskega rokometnega državnega prvenstva pri ekipi iz dežele gostoval Mlinotest iz Ajdovščine. Prihodnji petek pa znova nasvidenje v tretjem polčasu v novi sezoni. Lepo se imejte in lahko noč.